Zdravo, sem Mitja Mežnar, nekdanji vrhunski smučarski skakalec, udeleženec olimpijskih iger v Vancouveru leta 2010, dveh svetovnih prvenstev, nosilec dveh zlatih medalj na mladinskih svetovnih prvenstvih. Danes pa sem zaposlen na BSC-ju, regionalni razvojni agenciji Gorenjske, in dobrodošli v moji pisarni. Delovno mesto, ki ga opravljam, je pomočnik vodje projektov. To je velika administracija, je zelo pomemben, da se pač vse ustrezno izvede, subvencionirana sredstva pač povrnjena, ker v nasprotnem primeru do tega ne pride. Smo največji las v Sloveniji. To je lokalna akcijska skupina, ki skrbi za razvoj podeželja. Eden izmed projektov Las Gorenjska košarica je tudi projekt Hitro s kolesom. Torej si lahko kolo izposodimo tukaj v Tržiču in ga vrnemo na primer v Naklem, v Kranju, v Radovljici ali na Jesenicah. Še eden izmed projektov Las Gorenjska košarica. Projekt se imenuje Zelena naselja, katerega namen je bil ozelenitev degradiranih območij. In tukaj je nastal en zelo lep in uporaben park. Meni šport dal zelo veliko. Naučil me je šport vztrajnosti, motivacije, samodiscipline, reda. Te stvari pa pač štejejo tudi za življenje. V okviru projekta Karierni plc, ki je sofinanciran s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve, enake možnosti in Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada, se ukvarjamo z zgodnjo karierno orientacijo otrok pa mladine. En tak pereč problem se je tukaj na Gorenjskem izpostavil, in sicer, da veliko otrok se želi postati vrhunski profesionalni športniki in zaradi tega zanemarjajo svojo kariero. Nobena kariera ni večna, pa Ronaldo je samo en. In imamo zelo eno tako veliko srečo, da je pri nam v podjetju oziroma v naši agenciji zaposlen nekdanji vrhunski športnik in olimpijec Mitja Mežnar, ki je zdaj res odlično naredil to transformacijo na trg dela. Ob vrhunski športni karieri ni pozabil tudi na šolo, tudi na formalno izobrazbo, in danes smo tukaj, da predstavimo njegovo športno pa uspešno poklicno pot. Vem, da je bil Mitja tisti, ki je mene v bistvu vpeljal v A-reprezentanco v svetovnem pokalu, da ko sem jaz prišel zraven, me je vzel pod okrilje, da je pokazal, tle je to, tle je ta protokol, tle je tak protokol. Ja, v bistvu jaz se še nisem nič odločil, ko bom zaključil. Nekak športnik ne upa čim dalj razmišljati o času po karieri, ker seveda želi, da bo čim dalj ostal v športu. Jaz bi predlagal, da vsak je v športu, da je nujno, da naredi vsaj srednjo šolo. V bistvu matura je nujen pogoj, tudi če pa hočeš biti kot športnik sploh zaposlen v javni upravi. Jaz se že kar zelo sekiram, ker nisem stisnil še 3 leta po srednji šoli in pol dlje časa, ko odlašaš, težje kaj narediš. Seveda obstaja kupica, množica različnih športov in ne vrtijo se nobeni denarji, ni res šport zgolj samo šport. So pa tudi športi, ki se da dobro zaslužiti, ampak teh športov ni veliko. Če je športnik motiviran, se vsekakor da narediti študij. Pač moja točka, preko odločitve za drugo kariero, je bila siguran vračanje po poškodbi kolena, ki je zahtevala kar 3-4 posege. Pač seveda šport pogrešam, kakorkoli sem bil 24 let, vsak dan z njemu. Tako da čisto odklopiti ga seveda ne moreš, ampak so pa zdaj prišle druge stvari in družina in služba.
Uživaj v svojem izbranem športu, vendar ne pozabi na spremenjene življenje po njem.